Zanima nas, kakšne so zaloge krvi trenutno pri nas? Zdaj v zadnjem času, v zadnjem tednu smo v bistvu tudi bolj ciljano vabili RHD negativne krvodajalce, ker smo imeli nekoliko nižje zaloge. Predvsem smo se v bistvu ciljali tudi na 0 negativne RHD. Seveda je pa pač to tudi odvisno od bolnikov, ki so hospitalizirani, glede tega, kakšna je potreba pri njih. Če je večja, potem pač se temu prilagajamo z cilji in vabljenjem preko Centra za transfuzijsko medicino in pa o pomoči Rdečega križa Maribor. Danes smo imeli tukaj 2 stokratnika, se pravi 2 gospoda, ki sta že 100-tič darovala kri. Kaj to pomeni recimo za vas? Ja, mi smo veseli vsakega krvodajalca, seveda je pa to veselje še toliko večje, ko v naši sredini imamo 100-kratnika, to pomeni, da dejansko redno so darovali kri na 3 mesece ali pa nekoliko večje razmike, da so se v bistvu samoiniciativno redno udeleževali krvodajalskih akcij oziroma se tudi odzvali našemu povabilu oziroma klicu, če je bilo pač to potrebno. Mogoče še eno kratko povabilo za vse, ki se odločajo, ali bi ali ne bi prišli darovati kri? Seveda jih vljudno vabimo. Ob tej priložnosti, ko imamo v bistvu tak dober zgled, danes kar 2 stokratnika, naj jim bo ravno ta 2 zgled, da v bistvu ali pa neka spodbuda, da se tudi tisti, ki imajo mogoče kakšne pomisleke, po teh 100-kratnikih zgledujejo in pač najdejo neko tisto zadnjo dobro voljo, da se udeležijo krvodajalske akcije. Hvala lepa. Gospod Davorin, iskrena čestitka ob 100. darovanju krvi. Se spomnite, kdaj je bilo prvič? 85. Ob kakšni priložnosti? Ne. Kolegi smo se zmenili, gremo, potem je pa to postalo navada. Navada postala. Zakaj pa ste se torej s prijatelji odločili sploh, da boste začeli darovati kri? Tako so rekli, da lahko pomagaš, smo pač šli, ne. Kaj pa bi vi rekli tistim, ki se recimo šele odločajo, ali bi darovali kri ali pa ne? Nič ne boli, lahko pa pomagaš, ne. Ste mogoče v svojem ožjem krogu družine koga že navdušili tudi še za darovanje krvi? V družini ne, kolege pa ja, pa sodelavce. Tako da je bilo.